Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo zdrav z Brezi in tukaj bomo danes seveda začeli današnjo svetovalnico, zato pred našim mikrofonom lepo pozdravljamo tudi sestro Nikolino. Dobro jutro in dober dan. Lepo dobro jutro. Ja, in lepo zdrav tudi vsem, ki ste zdaj leži na delovnih mestih, morda še na poti tja, torej v avtomobilih ali pa seveda doma, morda prav za štedilniki, morda prav razmišljate, kaj bi pa danes pripravili, kaj bi danes kuhali za kosilo. Morda ste kaj pripravljali v preteklih dneh, pa se ni najbolje išlo. Potem vabljeni v svetovalnico, vprašajte sestro Nikolino. Telefonska številka je 01 512 10 00. Naš elektronski naslov pa je kuhajmo@ognistce.si, torej svetovalnica s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Ja, v teh dneh sestra Nikolina je tudi kar nekaj še kmečkih opravil, v mislih recimo imam trgatev, ki je seveda pomembna za tiste, ki delajo, kakor tudi za gospodinje. Tudi ti imajo najbrž v teh dneh dosti dela, da pripravijo tisto, kar sodi k trgatvi. Ja, tukaj je sigurno na gospodinji veliko dela zdaj v pripravi že, ker mora si pripraviti gotove sestavine, da marsikaj skuha, ker takrat je še kaj posebnega običaj, da se za trgatev pripravi, skuha ali speče. Kakor so zlasti pri nas, če se spomnim nazaj, so te gibanice, ali pa mi rečemo gibance, ki pa je skutina, orehova lahko, pač zdaj že po okusu se malo skombinirajo nadevi lahko, ampak originalna je skutina pa orehova. Kako jo pripravi gospodinja? Tu je eno tako rahlo vlečeno kvašeno testo, ki si ga umesi. Tukaj recimo, da se vzeme pol litra, 3/4 litra moke, recimo to so na loparjih dela se, ki se polaga potem v peč. Moka, olje, malo kvasa, zdaj tukaj bi se dalo 1,5 do 2 samo kvasa, še manj mogoče. Lahko se da kakšno jajce, ni nujno, ampak boljše pride testo, je bolj fino, bolj rahlo, in z vodo zamesi testo. Kakor bi delali štrudel, ampak je za spoznanje tako srednje krepko. Dobro pregneteno, damo na pomokano površino, pokrijemo z večjo posodo rajši, ker to vzhaja, je malo večji hlebček, no in tako jih naredimo, koliko želimo teh gibanic pripraviti. 3 hlebčke, 4, 2, 5, kakor je. Ker je boljše, da vsak hlebček zase vzhajan. Potem pa nadev skutin, je kar treba ga nekaj, recimo je tam do 1 kila skute, vsaj za 2 gibanici ali pa še malo več, ali pa še pol en orehov nadev, je tudi tam, kaj vem, do pol kile orehov lahko. In zdaj vsak nadev po svoje se umeša, osladka, jajce se da noter, smetana prida, posoli se malo skutin nadev. Orehov je lahko še s kakšno aromo, zdaj meni je vedno limona na prvem mestu, seveda lahko je malo vanilije. Tako da je en taki prijetno mazav nadev, ne premehek pa ne presuh. In prav tako skutin. Pa še nekaj smetane, kar je tam ena, kaj bi rekla, en kozarc ali pa pol litra ali ena skodelica kisle smetane za mazanje, ko se pripravlja gibanica. No, takole, zdaj ko gremo mi to valjati. Zdaj krušna peč, če je, ker v pečico se pa dela pol samo na pekačo in to je pa čist drugo delo, a ne. Če gremo na tale lopar, na primer, se na enem krajšim ročajem lepo pripravljajo in potem polagajo na lopar z daljšim ročajem, da se postavljajo v ogreto peč. Peč pa medtem se že verjetno mora kuriti, a ne. No, ogrevati. Lepo, zdaj razvaljamo tole na okroglu, kak je velik tale lopar. Vsaj, da že malo skoraj dol visi, to se na mizi dela. Zdaj, dobro je, če delamo že lahko na papirju, da se pol s papirjem pomaga povleči. Ker prej smo pa kar samo fajn potresali z moko in pol spet na drugega in če je kje mehkejše prišlo, se prijelo loparja, je pa kar nagajalo. Tako da
na papirju spodaj je lepo ena pomoč. Potem pa sredina je malo tanjše razvaljena za spoznanje in se lepo, dokaj bogato namaže kar cel obseg za skuto. Ob strani se pa s koleškom ali pa z nožem tako zarezuje za 8 do 10 cm okrogu tale krogec testa, kjer se potem povleče, kjer je res, to se takole razvleče, kot štrudelj vlečemo in polaga vsaj do dobre polovice čez skuto nazaj. Pa z nasprotne strani in spet po vrhu pomaže smetano testo. Pa spet z leve, z desne, tako da vse tele plasti, ki jih nazaj povlečemo, pokrivamo, lepo pokrijejo skutin nadev. Tako da je ena dobra plast skute pokrita z tenkimi plastmi testa in vmes lepo skrbno mazano smetano. No in to se potem preloži na tale lopar, kot sem rekla, in tako, če imamo na papirju že narejene po mizi 3, ki grejo ravno v peč, ali bomo 4 lahko dali not, ena za drugo lepo poteguje na ta lopar za postavljanje v peč in jih spravimo v peko. Peče se pa, zdaj kaj pa vem, odvisno koliko je zdaj vroča peč, tudi 40 minut, tako nekako. Lepo zapečene morajo biti. Spodaj skorica primerna in lepe barve so. No in pečene potem spet dobimo iz peči, jih pa spet si prestavljamo lahko na lopar, damo dol s papirja, oziroma po površini spet smo namazali s kislo smetano in še rahlo potresli s sladkorjem. No, tako ena in druga se na ta način delajo, pečejo in dokler se jih ni treba prenesti kam ali pa zložiti, kot si je trebalo vinograd, to se pravi, kjer so delali, jih zložiti v eno takšno pleteno košaro, ravno da gre gibanica cela okrogla noter v celem. Lahko je vmes zdaj papir še ostal, zlasti če je lep, ali pa na svež papir damo, ali pa eno vrh druge, ko so že toliko ohlajene in se jih odnese do teh, ki trgajo, ki čakajo na dobro malico. Če bi zdaj kakšna gospodinja rada to naredila, nima take peči, seveda, ne, o kateri ste govorili, lahko to naredi na pekaču, da v pečico svojo v štedilnik? Ja, delamo tudi na pekaču, zdaj včasih kakšno gibanico rečemo, ne, in jo pa delam pa samo kar iz vlečenega testa kot za štrudelj, brez kvasa, ali pa dam minimalno zalešnik kvasa noter samo v testo in testo razvlečem, tudi ko je že odpočito dobro, na prtu. Predtem pripravim pekač, ki ga tudi namažem z maslom, z mastjo, tudi gor po robovih, in ko je testo se vleče narazen, ko ga imam na rokah, v sredino mize postavim pekač in spustim testo, tole sredino, in potem razvlečem testo po celi mizi, kakor je potrebno, da vsaka plast iz strani pokrije celi pekač nazaj. Na vse strani je takole. No in potem lepo popustim, da pride testo čisto do dna v vogale in namažem s prvim nadevom. Tu pa manjše plasti skute, pa se ena plast pokrije ali pa to, kar izrežemo. Od vogala pekača se s koleškom zareže skozi testo, da se potem samo ta stranica ga lepo nazaj pokrije. Najprej pa začnem s temi trikotniki, ki so izrezani, zdaj prišli, še pokrijem eno plast, namažem z smetano ali pa vsaj že druga plast nadeva. Pa spet tako plasti, ena za drugo, vmes so nadevi in na vrhu bogato spet namazati z smetano. Predtem pa jo tako z vilico še mehno nabodem, če so zračni mehurčki noter, večji, manjši, da še se mehno iztisnejo, da nam pol preveč ne naraste, ker pol je lahko en grič v pečici, ne, ki ga pa prebodemo, pa malo potlačimo, da nam potem ta skorica ni preveč suho zapečena in nam potem ne razpoka. Lahko tudi še dan danes gospodinje to pripravijo, si na ta način, kot ste rekli, pomagajo. Zdaj je ura 8:10 in bova sprejela prvi telefonski klic. Prvo vprašanje po telefonu, poslušalka Marija iz Ljubljane.
Dober dan. Dober dan. Dober dan. Lepo pozdravljam sestro Nikolino in Matjaža Marjaka. Prosim, veste, kaj bi rada vprašala? Se že dobi kostanj na trgu. Ja. Zdaj sem marone kupila, pa me zanima, to bi ulupila marone in kaj bi iz tega lahko naredila, recimo skuha se jih verjetno. Ja. In potem se verjetno pretlači. Ja, gledajte, vi skuhajte v mleku, če se da, ne, če lahko. Ja. Tako da so kvalitetnejši za nadev potem. No in ko so kuhani, mehki, jih pa lahko ali spasirate, zmiksate, zmeljete na napravo, ki jo vam na razpolago. Tako da dobite tole kremasto stvar, ne, kremasti kostanj. In potem lahko pa napravite kakor nadev. Nadev ali za rogljičke, za buhteljne, lahko je malo več nadeva, je lahko kostanjeva potica, že mogoče bi zdaj začeli lahko tudi, a ne. Ali pa kakšen kremni namaz, da se to še majhno razreči z kakšno žlico lahko smetane zdaj, ali umeša z rumenjakom in potem umeša v stepeno smetano, da je kot ena krema za kak biskvit, za kako rulado. Tudi tako, da je mehko mehkejša, taki mehkejši kostanjev nadev, kakor pride, ko delamo čokoladni, na primer, a ne. Ja. No, za take stvari se potem lahko rabi. Lahko ga mehko imate za kake nadeve, ker vam je kar nekajga se pripravilo, ste ga namenoma več pripravljali. Drugo, kostanj zmlet zdaj, lepo pa dajte v ene posodice, zaprite, lahko daste v skrinjo, ob eni priliki pa spet to uporabite in pripravljate nadev. Krasno. Najlepša hvala, sestra Nikolina. No, tako, prosim, nekaj. Z Bogom. Z Bogom, srečno. Hvala lepa, Marija, za vaše vprašanje. Če imate tudi vi, drage poslušalke in poslušalci, vprašanje za sestro Nikolino, potem pokličite 01 512 10 00 ali pišite na kuhajmo@ognistce.si. Ja, z nami je Ivanka iz Lestc. Dober dan. Dober dan. Dober dan, želim. Jaz bi pa sestro lepo prosila, če mi pove za shranjevanje špinače. Ja, gledajte, vi špinačo rahlo blanširate, se pravi, dajte jo v vrelo vodo, pa samo da prevre, premešajte enkrat, dvakrat, pa pride že do vrenja, je že tako upadla, ste takoj videla, kako je hitro mehka, bi rekla, in jo takoj poberite, ali pa vse odcedite, zdaj, če nimate še ponovno kuhanja špinače, vse na cedilo in takoj preškropite, pošpricajte z mrzlo vodo. Če pa morate še enkrat vložiti kuhati še drugi del špinače, pa to poberem takole z 2 lopatkama v mrzlo vodo v skledi in potem to zlijem na cedilo, da špinača se hitro ohladi, da ne rjavi, se pravi, ostane lepa zelene barve. No in potem lepo cejeno, ohlajeno. Ko je dobro cejena, jaz jo dam tako na pekač, natresem v plasti, malo ga nagnem, da se lepo odceja še tekočina, dokler ni popolnoma mrzla špinača. Pol jo lahko tudi pomiksate si, pa daste v posodice za kakšno omako, za juho, za kak nadev mogoče, pa v skrinjo, ali pa celo vložite lahko v vrečice, vakuumsko pakirate in jih potem si spravite tudi v skrinjo, ki jo imate za tudi kakšno prilogo, za kasneje miksate mogoče, ko vam je zmanjkalo že miksane in podobno. Bo šlo. Najlepša hvala. Ja, prosim. Hvala, Ivanka, za vaše vprašanje. Lep pozdrav v Lesce. In zdaj je 8:14, z nami pa poslušalka Mimi iz Idrije. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Sestra Nikolina, jaz bi vas rada vprašala v zvezi z eno bučo.
Ja. Jaz sem dobila eno gajbico, ene zelenjave in bučk in med njimi je bila ena taka ploščata bučka v obliki velikosti enega krožnika in v obliki ene rožice. Zdaj pa jaz ne vem, a je to okrasna buča ali je jedilna. Ja, če je taka plitva, bolj okrasna. Je bolj kot bi okrasna. jaz vedela. Je bolj okrasna za moj pogled, ne. Aha. Take sicer nisem še, to je tako za okras, vidim več, kje si postavijo, ja, da imajo razne ali pa kot, ne vem, razne oblikice so teh hruškic, ali kaj so že bučk, lahko pa, da bi bila, to bi še morala se nekaj pozanimati. Je pa teh buč res hruškaste oblike, te hokaido poznate? To poznam, ja. Te rumene pa takšne, to so Ja, ta je pa take kar komot. bež barve in se pravi je lepa, prav tako kot rožica, kot modelček za piškote, recimo, tam je velika, tako kot en tak srednji krožnik, ja. Srednji krožnik, ja. In sem si mislila, lahko, da glejte, bi bila prav užitna tudi za prehrano, nisem pa jaz sigurna. Se pravi, nisem je še nikoli imela ali pa da bi jo kdaj pripravljala, ali če se sploh da. Jaz mislim, da bi se tudi skoraj da dala. Da je to okrasna bučka, ne? Ne, da bi tudi bila lahko za prehrano. Lahko bi bila za kakšno juho, za kakšno prilogo, za opeč, na primer, olupljena, razrezana. Zdaj, noter je verjetno tudi kakšno rumeno meso njeno. Ne vem pa ne, se pravim, ni mi znana. Da mi ni znano, prav. Tako da bi še koga povprašali, se malo zanimali, mogoče zdaj, kje se da to dobiti, kdo vam je dal, če bi tistega lahko vprašali, recimo. Prav. A so to namen, da so samo okrasne, ker lahko je samo za vrtnarijo, ja, kot okras, lahko je pa še, da je tudi za prehrano. Prav, se bom pozanimala še, ja. Še kakšnega, ja, za vprašajte. Ja, hvala lepa. Prosim. Nasvidenje. Srečno. Mimi, hvala lepa. Ali lahko proba Mimi tako bučo vseeno pripraviti, brez skrbi, da bi recimo ogrozila zdravje, ne vem, če bo ugotovila, da ni dobrega okusa, jo pač morda zavrne, ampak drugače pa bi si lahko škodovala, če bi jo pripravila kot prilogo, kot juho? Jaz mislim, da škodovala ravno zdravju ne bi, ker to bi bilo potem res moralo biti nekje označeno ali pa povedano, ne? Ker zdaj buče so res, morje jih je, ne? Brez števila, ki so pa lahko v večini ali pa so vse užitne. Tako, kakor je pri gobah, gledajte, koliko je vrst gob, ki so užitne, je pa ena ali dve sorte, ki se jih tam dobi, ki pa lahko niso, ne? In to je tisto tveganje, oziroma, če nismo sigurni, reši se prepričati ali pa nekaj pokusiti, za kakšen okus je, kakšno malenkost, samo tako kot preizkus, da sami pridemo do spoznanja, mogoče tudi po tej poti. Mogoče nama bo pomagala poslušalka Jana, ki mislim, da tudi zdaj le kliče na tematiko buč oziroma bučk. Jana, dobro jutro. Ja, dobro jutro, Bogdaj. Dobro jutro. Jaz sem pa gledal zdaj, kad ste za to, ki je ta prejšnja poslušalka, je to bučo, ki je pravkrat krožnik, sem jo jaz tudi dobiva in je, mislim, da je to tako bež barve, jaz smo v juho in med druge jedi se lahko porabijo. Ampak me pa zanima, rada bi se izognila te uskrino in tam te buče, zdaj pa malo jih porabamo ta stataraš, kad v kozarce dam. Zdaj me pa zanima, a je na kakšno možnost bi, da ni treba smrznati te bučke še za zimo, za kasneje v kozarce, ali je to kakšne, so tudi kakšne, ali se to mora smrznati? V glavnem, če ste že v kozarce dali, kot je za sataraš, recimo, kot so pražene, dušene, a ne, to je edino, kar bi lahko. Razen, če bi se dala zmehčati, ko zdušiti, pa samo pomiksati ali pa kar dati v kozarce dušena, pa spet treba zapreti takoj vrelo, da je v kozarcu, da ostane, da jo lahko za juho porabite.
Jaz jih sicer dam na ribane, kakor zelje oziroma repo, jabolka, jih tudi dam v vrečico, jih bolj porabim pa za delati tale štrudel. Navlečeno testo, pa na tisto se pa dajo iz skrinje, lepo se odtajajo, se jih pač malo ožme, niso tako sveže, ampak so čist isto za uporabiti in se jih potem kot nadev za tale štrudel uporabi zelo dobro. Ja, to mi Ja, drugače pa v kozarce, kot ste rekla, ste naredila že, ali pa prav samo dušene, takole za prav malo tekočine, na počasi, ko dušimo, bodi si sadje, bodi si zelenjavo, in ko je zmehčano, vroče, lahko tudi malo posolite in takoj v vroče kozarce, takoj zaprite, na pokrovček obrnite in boste videla, če vam dobro se ohrani, drži je lahko za kako juho, ali za nekaj podobnega, kar bi kdaj vključili še v drugo. To bi vam prav prišlo. Bolj mi fajn v kozarce, kot zdaj ne vem, je to prav, kad tam to vsa ta rašker in tudi malo, kar ostane razne paprike, paradajze, pa sem letos bočke, ampak a je to prav, jaz sem zdaj na vrh tudi malo ole dam, kaj ti vroče, dam malo pod vrhom pa ole, da je to zigar. A je to... To je čisto prav. Je v redu, čisto v redu, gledajte. Ko se vi tole, samo da je vroče, spakirano, zaprto, se vakuum naredi in to je potem hermetično zaprto, ki zelenjavo drži zdravo še naprej, dokler jo ne bomo rabili. Ja, ker imam res vseh vrsteh, pa mi tako da probam še kakšne druge načine, pa brez skrine to. Ja, tako da imate takoj za v roke vzeti, da ni treba odtajati ali pa, da je tudi bolj uporabno, pa zaradi prostora, gledajte, ker ni toliko prostora v skrini za marsikaj druga mora biti, to pa ni nujno, a ne. Pa več stvari različno spravljenih za različne namene, tudi prav pride preko cele zime, a ne. Ja, sej zato mislim, kad ti pridali, pa imaš raj za juho, kakšne druge stvari, tebi pa, ampak v kozarci je pa limo drugače. Dobro. Poklone za nasvet. Ja, nikaj. Naj vam lepo uspeva in drži. Hvala, Jana, za klic, hvala za vprašanje. 8:22 minut je ura, zdaj na telefonu čaka tudi poslušalka Nežka iz Ljubljane. Dober dan, Nežka. Dober dan. Dober dan. Sestri Nikolini en lep prisrčen pozdrav, Nežka iz Štepanje vasi. Še dolgo se nismo videli in slišali. Lep pozdrav, enako. Prav prisrčen iz Brezi, enako vračam. Ja, sestra Nikolina, dajte mi na svet, kako naj pripravim marmelado iz grozdja. Aha, ja, pasirati je treba, ne? Pasirati, malo pokuhati najbrž, ne? Oziroma vi lepo ste speclala, ne, jagode. Dajte jih kozico, zlite not eno zajemalko ali pa koliko je potrebno, če je velika količina, malo vode na dno in dajte kuhati te jagode, a ne? Ja. In gledajte, in pol se vre, malo pomešajte, je kuhano in potem je najboljše na pasirko spasirati, da grejo ti olupki in koščice v stran. Ni prijetno to delo, kakor je pri češplah, lahko če jo pasiramo ali pa kakšna druga, z drugega sadja, ne, gladkega. Tu so malo koščice, ki jih pa potem pobirate z te pasirke in lepo počasi skozi vse spasirate. No in tako imate potem tole grozdno kašo, rečem, in jo pristavite, da kuhate. Če še imate kakšno jabolko, lahko zraven vključite dušeno ali pa narezano tenko, prav tenko ali naribano. Pa naj se skupaj kuha, gledajte, da dobite še boljšo marmelado, a ne. Pa posladkate, odvisno od vrste grozdja, sladkobe, bolj po okusu, 20 dek dajte, pol pa vidite, mogoče bo dovolj. In da se kuha, shlapi ta tekočina, malo dlje, v široki posodi rajši, seveda to tako delate. No in poizkusite, kdaj je kuhana, dajte v kozarce in kakor vsako marmelado vsakokrat. Nobenega gostina ni treba dodajati. Ja, jaz ne dajem ničesar. Zdaj, odvisno, kakor kjera gospodinja navajena. Da je ta željerni sladkor. Ampak tako uporabno, ne? Se mene ne moti, če redko, ne?
Lahko je bolj redka, lahko je kakšna taka, druga, lahko to ločeno 2 kuhate, eno z gostinom, se pravi z tem želirnim sladkorjem, da vam hitreje se naredi, jo že spakirate, ono še malo pokuhajte, je pa za spoznanje redkejša poleg ohlajena, ki pa bo mogoče prav prišla za kje kak namaz rulade in podobno, ko je treba, da je fajn mazava marmelada sočna. In podobno. Še nisem do zdaj, sin je to že delal, sem je podobno povedal, pa sem rekla, pa še vas malo povprašam, pa še slišala sva se. No, tako, lepo. Naj vam dobro gre od rok in vam dobro drži potem marmelada. Ja, hvala lepa, vse dobro, sestra Nikolina. Tudi vam želim srečno. Z Bogom. Hvala lepa, Nežka, za vaše vprašanje. Angelca vas po elektronski pošti sprašuje, prosi za recept za njoke iz buče Hokkaido, kako naj jih naredi, da bodo rahli. Posebej, lahko takoj rečem, še jih nisem delala, da bi njoki bili iz Hokkaido, drugače pa bučko bi jaz spekla ali pa tako dušila, da je tako suha, zmehčana in jo potem da v testo oziroma prida jajce, prida še malo moke, posoli, še zdaj lahko bi bilo majhno prepražene čebule zraven, ni pa nujno, lahko so čistko slane, kakor delamo tudi ostale njoke samo. Tako da je tako primerno testo, da jih lahko oblikuje, če pa le da ne bo preveliko količino se zdaj naredila ali pa je nastala, je mehko testo, pa naj poskuša z žlico, ki jo pomoči v vrelo vodo, pa lepo zajema ali pa oblikuje take majhne žličnike, polaga v vodo, bolj počasi bo to šlo, ampak jih tudi lahko prav tako skuha. No, na ta način. Tako da bučo pa prej naj zmehča. Tako da je mehka, da je prijetno testo, in da je bolj takoj kuhano. Ker zdaj surovo, ne vem, lahko bi pa, če bi jo ribala prav drobno kot limono. Ker polpete iz buč tudi naredim, takšne, pa naribam na drobno, pa pol pridam 2 jajci, 2 žlici drobtin takrat, peteršilja tudi dam zraven, samo to so polpeti rečeno, ki jih tudi z žlico zajemam, dajem v majhno količino, se pravi prav plitvo olja, glih toliko, da je dobro namaščeno, 1 milimeter, 2 mogoče, in jih samo z hrbtom žlice malo potapljam, da nastane polpetek in so taki opečeni bučni zrezki, bi rekla. Da bi pa jih kuhala, pa priznam, nisem jih se lotila nikoli, ker rabim vedno večje količine in s tem je delo in mora biti še marsikaj pol zraven, ker tega ne moreš narediti za najest takoj. Dobro, Angelca, uspešno upam, da bo uspelo. Poslušalka Andreja pa vas sprašuje, zakaj vse se lahko uporablja prosena moka. Ali je uporabna za večino stvari pri kuhanju, naprimer za palačinke, za zgostitev juhe, za omake? Prosena moka, tako piše. Prav prosena. Ja, ne vem. Tako da je, ne vem, prosene moke pa res nimam. Niste še uporabljali? Ne. Prav prosene ne, samo zrnje kot takšno, kot kašo recimo, to ja. S tem, ker je drugih mok zdaj že toliko, ki so prav dobre. Lahko. Zdaj, sigurno pa, če dobi proseno moko, kar je možno, zdaj že nas preseneča marsikaj, da je možno dobiti ali pa se lahko pripravi. Sigurno pa lahko naredi kakšne, to je za dieto, zlasti za te, ki so brez glutena, ki lahko naredim tudi njoke, gledajte, lahko si ji pomaga, če ima enkrat proseno moko, da dela krompirjeve njoke in da tole moko proseno zraven in ima za dieto. Ali pa podmet, vsekakor za kako poprašitev, kake juhe samo, kakšne kremne juhe naredita, če ima rahlo zelenjavno, pa treba malo zgostitve, pa je mogoče samo 1 žlička prosene moke, ki jo malo meša v vodi, pa jo zakuha in ima eno dobro, tudi pomaga pri soukusu ostalih živil sestavljenih v juhi ali pa v kakšni omaki mogoče. Tako da, če jo le dobi ali pa če jo ima, mislim, da jo lahko uporablja za vse tele manjše stvari.
ravno da bo kruh pekla, pa mislim, da ne, ker sicer pa mora biti tam še mešanica čega zraven. Spravi, naj malo postopoma pokombinira s kakšnimi drugimi mokami in bo videla, pri čemu se je uporabno. Tako, ali pa v teh majhnih jedeh, dodatkih, kot pravim, za zgostitev in podobno, po žlički, žlici, 2 žlici, recimo, da jo uporablja, pa vidi, kako se ji to obnese, kakšna jeti pride in če je to za zgostitev primerno. Ja, uspešno prav vsem, drage poslušalke, dragi poslušalci, ki ste danes sodelovali v svetovalnici, pa tudi tistim, ki ste le poslušali, in najlepša hvala vam, sestra Nikolina. Tako, hvala tudi vam, pa gremo spet veselo k štedilniku. Tako, in oktobra se znova oglasimo, do takrat pa vse dobro, z Brezij pošiljam tudi Matjaž Merljak in z Bogom. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.